Človeška iznajdljivost ne pozna meja. Marsikateri izum na svojo zasnovo dokaže, da le ni vse tako samoumevno in da marsikaj lahko naredimo drugače. Prav to je storil Primož Ogorelec, ki je pogovor o težavah vedno višjih cen nafte, pa saj se ne moremo voziti na drva, vzel skrajno resno in sestavil prvi kočevski avto na drva. Na njegovem ranču v Mačkovcu stoji staro rusko terensko vozilo UAZ, na zadnjem delu pa je pripet velik generator lesnega plina. Kar je videti kot podaljšan bencinski sod, je v resnici precej zapleten sistem razdelilcev plina, toplotnih izmenjevalcev in izolacije, saj temperatura gorenja v notranjosti doseže 1200 stopinj. Princip delovanja je tak, da je peč obrnjena na glavo. V peči imamo dobro izgorevanje, tukaj imamo pa ravno obratno. V tem centralnem delu je obroč, v katerem se vpihuje zrak v sredinsko cev. Ta zrak se vodi v sredinsko cev, v kateri so drva, in motor sesa proti rešetki dol. Ravno obratno, seveda vse kot v peči. In v prvi fazi pride do normalnega gorenja drv, nastaja predvsem CO2 pa voda in veliko toplote. V drugi fazi dol, ko je pa v bistvu od drv ostalo samo še oglje, pa na oglju pride do redukcije in nastane iz vode vodik, iz CO2 pa ogljikov monoksid, CO. Ki je zelo strupen plin, ampak cela zadeva dela v podtlaku sesanja motorja. Ta plin gre pod rešetko in se pač v primeru tega mojega modela toplotno izmenja z vstopnim zrakom, kar v bistvu je ena večjih inovacij tukaj in omogoča uporabo naravno suhih drv iz takega skladišča na odprtem. Očiščen plin preko vseh teh filtrov in te cevi prihaja v mešalni ventil, kjer se meša v pravilnem razmerju z zrakom, ki vstopa tukaj, da dobimo pravo zmes. Nekje, če je dober plin, je pravilna zmes 1,1 dela plina pa 1 del zraka. In ta zmes se potem gre direktno v sesalni kolektor navadnega bencinskega motorja. No, ta ventil je ventil v bistvu za hibridizacijo, ker ta avto se z enim potegom ročice pa z odprtjem ventila za bencin spremeni v normalen bencinski avto in to se da narediti med vožnjo. Originalni 2500 kubični motor s pogonom na lesni plin doseže 60 konjev in brez težav požene avto do 80 km/h. Izpušni plini pa so precej boljši kot pri delovanju na bencin. Tak način pogona pa zahteva visoke obrate, kar ga naredi primernega za težko delo. Primož avto uporablja za delo na ranču, branjanje in košnjo trave, kar nam je z velikim zadovoljstvom demonstriral. Med precej sunkovito in poskakujočo vožnjo pa dodal, da ta motorju dobro godi, saj se bolje premešajo drva. Pogon na les je bil doslej uporabil v traktorjih in med pomanjkanjem nafte med drugo svetovno vojno. Primož pa doda, da je uporaba tega pogona v osebnih vozilih nesmotrna, saj z njimi opravljamo predvsem kratke vožnje, zagon pa traja tudi do 10 minut. Drugačni, bolj stabilni izvedbi bi omogočil za hišo ali bolj rečeno recimo skupino hiš zelo ugodno kogeneracijo elektrike in toplote na biomaso. V bistvu bi proizvajali toploto za hišo, električna energija bi bil pa koristen stranski produkt. Zgodba pa se tukaj še ne konča, saj ima konstruktor z napravo dodatne načrte. Tamle pa čaka že eden skoraj nov z 8000 km, ko bo drugo leto oldtimer in bo verjetno pač doživel prenos te ali naslednje verzije te naprave na nas, tako da ga bomo imeli, ta bo pa pač šel kakšnemu ljubitelju za dele ali pa karkoli, čeprav je mehansko brezhiben, zgleda pa precej obupno in tudi pločevina ni ravno zavidljivem stanju.